Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, ki ste se odzvali našemu vabilu in ste danes tukaj z nami, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, ki nas spremljate v neposrednem prenosu. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci na temo uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki jo je vlada sprejela 24. aprila, v uradnem listu je bila objavljena 5. maja, v veljavo pa stopi z današnjim dnem. Uredba uveljavlja prenovljene modele vrednotenja, na podlagi katerih bodo vsem nepremičninam pripisane posplošene vrednosti, o katerih bodo lastniki konec meseca maja in v začetku meseca junija obveščeni z zbirnimi potrdili, poslanimi po pošti. Na novinarski konferenci bosta informacije podala državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor magister Miran Gajšek in generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije gospod Tomaž Petek. Gospod Gajšek, beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, lepo pozdravljeni. Danes vas seznanjamo z enim ključnih korakov v procesu množičnega vrednotenja nepremičnin, namreč ravno danes začne veljati uredba o modelih vrednotenja, katera, kot veste, kot vemo, je bila sprejeta na seji vlade 24. aprila letos. S tem aktom je bila vzpostavljena pravna podlaga za pripis posplošenih tržnih vrednosti vseh nepremičnin, se pravi od pravnih, od fizičnih oseb v Republiki Sloveniji, zakon pa to nalaga Geodetski upravi Republike Slovenije. Ta uredba nadomešča uredbo iz leta 2020, ker je pač to stalno delo, vrednotenje nepremičnin. Njen sprejem pa omogoča nadaljevanje nekih rednih ciklov množičnega vrednotenja. Proces je bil vmes nekajkrat tudi prekinjen, bodisi zaradi odločitve ustavnega sodišča, bodisi zaradi izbruha epidemije COVID-19. Ta uredba, detajle bo povedal generalni direktor GURS-a, gospod Petek, določa metodologijo, po kateri se bodo modeli vrednotenja uporabljali za oceno vrednosti vseh nepremičnin v državi. Stanovanja, hiše, poslovni prostori, zemljišča, fizične osebe, pravne osebe. Modeli temeljijo prvič na dejanskih tržnih podatkih, drugič na strokovnih analizah ter obsežnem sodelovanju z občinami, ministrstvimi in vsemi deležniki. Cilj našega ministrstva, to je Ministrstva za naravne vire in prostor, organ v naši sestavi je Geodetska uprava Republike Slovenije, kot tudi cilj Ministrstva za finance, katero je pa nosilec zakona o množičnem vrednotenju, ostaja enak že od sprejema zakona. To je pregleden, pravičen, strokovno utemeljen sistem množičnega vrednotenja nepremičnin. Z uveljavitvijo uredbe se danes začenja postopek pripisa posplošenih vrednosti posameznim nepremičninam, to vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Vsak lastnik bo o tem obveščen s pisnim potrdilom, se pravi dopis, pismo, ki ga lahko pričakujemo do konca maja letošnjega leta. Ob uveljavitvi novih modelov vrednotenja, kateri pojasnjujejo trg nepremičnin na dan 1. januar 2025, pa ne bo prišlo zgolj do novega preračuna poslovnih vrednosti, ampak tudi je kompleten sistem informacijsko posodobljen in se ob tej priložnosti seli na infrastrukturo centraliziranega državnega računalniškega oblaka pod okriljem Ministrstva za digitalno preobrazbo. V prihodnjih dneh bodo na portalu Geodetske uprave odprte namenske aplikacije javnega in osebnega vpogleda v nove vrednosti. Mi se zavedamo, da je to pomembno področje in množično vrednotenje ima vpliv, vrednost nepremičnin v tej državi ima vpliv za fizične in pravne osebe. In zato se postopki vodijo tako, kot se mora, se pravi tudi za to tiskovno konferenco danes in predhodno z vsemi ključnimi deležniki. Vabimo vas, da informacijo delite naprej, zdaj bo pa vse detajle predstavil še generalni direktor gospod Tomaž Petek. Hvala lepa. Hvala gospodu magistru Miranu Gajšku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za naravne vire in prostor, za pozdravni nagovor in pojasnila. V nadaljevanju povabim k besedi direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije, gospoda Tomaža Petka. Verjamem, da vse prisotne zanima,
Kaj točno nam prinaša nova uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin? Gospod Petek, beseda je vaša. Hvala. Na današnji dan je uveljavljena uredba o modelih. Ta uredba je prinesla posodobljene modele, na podlagi katerih bo vsem nepremičninam v Republiki Sloveniji, več kot 9 milijonov enot vrednotenja, je pripisana posplošena vrednost in informacijo o tej posplošeni vrednosti mora Geodetska uprava poslati lastnikom nepremičnin v obliki pošte, se pravi v pisni obliki v naslednjih dneh na domače naslove. Torej, namen današnje konference je predstaviti začetek postopka pripisa vrednosti, ki se je začel z današnjim dnem. Žal na današnji dan sam portal še ni dosegljiv, da bi lahko lastniki nepremičnin te vrednosti že vnaprej si ogledali, bo v naslednjih dneh, najverjetneje že jutri, ampak v prihodnjem tednu bodo na domače naslove lastniki nepremičnin prejeli pisno zbirno potrdilo o vrednostih in to bo 1 200 000 pošt odposlanih v večjih sklopih. Najkasneje do konca meseca maja bo pošta na naslovih lastnikov nepremičnin. Tisti lastniki nepremičnin, ki imajo več kot 100 enot vrednotenja, bodo prejeli zgolj QR kodo za dostop do registriranega vpogleda na našem portalu, vsi ostali pa bodo imeli na potrdilu navedene podatke o njihovih nepremičninah in pripisano posplošeno vrednost. Zdaj, ta cikel je zgolj nadaljevanje aktivnosti, ki jih izvaja Geodetska uprava Republike Slovenije že vrsto let, namreč Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin nalaga Geodetski upravi, da izvaja naloge organa vrednotenja. To pa pomeni, da moramo z aktivnostmi spremljanja trga nenehno posodabljati modele vrednotenja, modele pa zakonsko opredeli vladna uredba. Predvidevamo, da bo naslednji cikel vrednotenja se izvajal čez 2 leti, vsaj zakonsko določilo je takšno, razen če bi vrednosti na trgu se spremenile za več kot 20%, potem pa imamo možnost ta cikel celo skrajšati. Zdaj, kaj pomeni zbirno potrdilo, ki bo prišlo na domač naslov? Predvsem to, da se lastniki nepremičnin seznanijo z vrednostmi njihovih nepremičnin. Lastnikom pravzaprav ni potrebno storiti ničesar. To gre za informacijo, ki smo jo po zakonu dolžni poslati po pošti. To pa bo letos izjemoma, kajti sprememba zakona je prinesla novost, da pri naslednjem ciklu vrednotenja teh pisnih potrdil ne bo več potrebno pošiljati, ampak bodo zgolj objave v evidenci vrednotenja na spletnem portalu. Skratka, lastnikom nepremičnin bi želeli sporočiti, da po prejemu tega pisnega potrdila se pač z vrednostjo seznanijo, preverijo, če so na samem potrdilu upisane vse tiste nepremičnine, katerih lastniki so. Zakaj? Kajti, če je lastnik nepremičnine v zemljiški knjigi upisan brez enotne matične številke občana, potem se lahko zgodi, da takšna nepremičnina ne bo vključena na seznam na potrdilu, ker ga pač računalniška povezava tega ni zaznala. Mi bomo vsem tistim, kjer so naslovi vseeno znani, ločeno poslali potrdila, vendar to pomeni, da bo dobil zbirno potrdilo za tiste nepremičnine, kjer lastnik ni vpisan z EMŠom, morda kakšen dan kasneje. Toliko okrog potrdil. Kot rečeno, gre za nadaljevanje procesa množičnega vrednotenja. Geodetska uprava bo tudi vnaprej spremljala stanje na trgu, kot smo to počeli tudi v preteklih letih. Vsako leto izdamo poročilo o trgu. Vsi podatki so na spletnem portalu dostopni, razen danes evidenca vrednotenja še ne, zato ker namreč zakon določa, da moramo vrednosti pripisati vsem nepremičninam, ki so obstajale na dan uveljavitve uredbe, to je 13.5. Torej danes se je ta pripis začel in ker gre za izjemno veliko količino
nepremičnin in za prenos celotne informacijske rešitve na državni računalniški oblak. Ta proces pač traja nekaj časa in zato tisti, ki sprašujejo danes, še ne morejo videti na spletnem portalu prostor same vrednosti. So pa na portalu dostopni vsa pojasnila v zvezi z modeli vrednotenja, kot tudi dva informativna filma, ki lastnikom nepremičnin pomagata razumeti bodisi nastanek modela oziroma uporabo modela v vrednotenju posamezne nepremičnine. 17 modelov vrednotenja obstaja, za vsako skupino nepremičnin pač svoj model. In tudi film, ki govori o možnostih uveljavljanja posebnih okoliščin, kajti na samo vrednost namreč pritožba ni možna, lahko pa lastniki nepremičnin, ki menijo, da to potrdilo, vrednost na potrdilo ne odraža dejanskega stanja, lahko podajo zahtevo oziroma vlogo za uveljavljanje posebnih okoliščin, vendar morajo takšni vlogi priložiti cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen ocenjevalec nepremičnin. Zakon je natančno določil, v katerih primerih lahko takšno uveljavljanje posebnih okoliščin se upošteva. Namreč vrednost mora odstopati več kot 20% od posplošene vrednosti ali pa več kot 200 tisoč evrov in pa obstajati morajo razlogi, ki so, kot rečeno, napisani v zakonu. To se pravi vpliv nekih okoliščin, za katere na geodetski upravi iz uradnih evidenc tega podatka ni bilo možno pridobiti. Bodisi so to hude konstrukcijske poškodbe stavbe, da nepremičnini grozi neka naravna nesreča, kot je plaz in podobno. Za pomoč lastnikom nepremičnin že od danes dalje deluje klicni center in pa odprli smo poseben poštni elektronski naslov, na katerega lahko morebitna vprašanja lastniki nepremičnin naslovijo in bodo naši sodelavci poskušali kar v najkrajšem času podati pojasnila in odgovore na zastavljena vprašanja. Toliko še z moje strani. Hvala. Hvala gospodu Petku za podrobna pojasnila. Če lahko povzamem, vrednosti nepremičnin v evidenci vrednosti na portalu Prostor bodo vidne v naslednjih dneh, takoj ko bo končana obdelava pripisa posplošenih vrednosti nepremičnin v skladu z novo uveljavljeno uredbo. Postopek pripisa novih vrednosti vsem 9,2 milijona enotam vrednotenja smo lahko zagnali šele danes, saj ga je potrebno izvesti na stanje nepremičninskih podatkov na dan 13.5.2025. Ker tako obsežni postopki terjajo svoj čas, bodo namenske aplikacije javnega in osebnega vpogleda v evidenco vrednotenja javnosti dostopne v prihodnjih dneh, o čemer bomo uporabnike spletnega portala sproti obveščali. Prav tako bodo lastniki o vrednosti svojih nepremičnin obveščeni pisno, zbirnim pisnim potrdilom po pošti. Ta obvestila bomo na geodetski upravi začeli pošiljati z naslednjim tednom. Približno 1.200.000 potrdil bo poslanih v nekaj sklopih, tako da ne bodo vsi lastniki nepremičnin pošte prejeli istočasno. Ko bodo lastniki nepremičnin obvestila prejeli, naj jih v miru pregledajo. Če karkoli ni jasno, priporočamo, da najprej pogledate vsa navodila in video razlage na spletnih straneh, saj smo jih na Geodetski upravi Republike Slovenije pripravili z namenom, da vsem lastnikom na čim bolj enostaven način odgovorimo na večino možnih vprašanj, ki bi se lahko o prejemu potrdil pojavila. Če odgovora med pojasnili ne najdete, je najlaže, če pošljete elektronsko pošto na naš e-mail klicnicenter.gurs@gov.si. Za dodatna pojasnila vam bodo na razpolago tudi naši agenti v klicnem centru na telefonski številki 080 1066. Spoštovani novinarji in novinarke, sedaj je čas za vaša vprašanja. Vljudno prosim vse, ki boste vprašanja postavljali, da se predstavite z imenom in priimkom ter odkot iz katere medijske hiše prihajate. Izvolite. Pozdravljeni, Rebeka Tomadus, Svet Kanal A. Zanima me, če že imate kakšne okvirne ocene, koliko se bodo te vrednosti nepremičnin razlikovale od prejšnjih vrednotenj?
Ja, drži. Preliminarni seštevki kažejo, da so se skupna vrednost vseh nepremičnin v Republiki Sloveniji, da se je od poskusnega izračuna, ki je bil narejen oktobra lanskega leta, povečala skoraj za 8%. Cela Slovenija je zdaj vredna 298 milijard evrov. Dober dan, Mark Vidrih, POP TV. Zanima me, zdaj lastniki bodo dobili domov, ste rekli, te informacije, ki pač so samo neke informativne narave za njih. Vendar niso, ne? Za seboj potegnejo tudi določene druge stvari, kot so neki višina socialnih transferov in celo potencialen nepremičninski davek. Ne? Lahko malo pojasnite, prosim, kaj vse vpliva, ne? Na kaj vse vpliva ta vrednost? Zdaj, vrednost sama je, kot je predvideno v zakonu, pač podatek, ki se lahko seveda uporabi za različne namene. Zdaj, omenili ste socialne transferje, sprememba zakona o množičnem vrednotenju je uveljavila postopek uporabe vrednosti, posplošenih vrednosti za socialne transferje, tako da bodo šele od izteka leta 2026 uporabljali nove, trenutno uporablja Ministrstvo za delo pač podatke iz prejšnjega cikla vrednotenja, medtem ko kako, kdaj in na kakšen način bodo ti podatki, če bodo uporabljeni za potrebe obdavčitve, pa seveda ta trenutek ne moramo odgovoriti, ker je to predmet, ki je še stvar strateške skupine za davčno reformo. Hvala lepa, pa še to me zanima. Spomnim se, ko je bil poskusni izračun narejen, je bila tudi taka grafika lepa narejena v barvah, ne, kje so cene kvadratnega metra najvišje oziroma teh referenčnih enot, ne, pa kje so najnižje. A so tudi že se poznajo kakšna odstopanja glede na poskusni izračun, kakšni so trendi? Generalno so vrednostne cone z najvišjimi vrednostmi ostale enake, okolica Ljubljane, Obala, Gorenjska, blizu Kranjske Gore, so pač najvišje vrednosti. Vendar točne analize bodo nad vsemi pripisanimi podatki lahko narejene takoj, ko se zaključi ta pripis, in takrat bomo tudi objavili same statistike, kot je bilo to v poskusnem izračunu, ampak kot rečeno so te vrednostne ravni in vrednostne cone bolj ali manj podobne tistim, s katerimi smo javno seznanjali v času poskusnega izračuna lanskega oktobra. A ni pa še na voljo zdaj? Danes žal ne, ker točne številke bodo znane, ko se zaključi ta pripis, ki, kot je bilo rečeno, mi smo lahko ga štartali na stanje nepremičninskih podatkov od danes po noči. Skratka, z dnem 13.5. je datum uveljavitve uredbe in mi smo bili dolžni pripisati vrednost vsem nepremičninam, ki so na dan 13.5. obstajale. Torej, tista parcela, ki se je včeraj razdelila, mora danes dobiti pripisano vrednost.